Natanko za eno človekovo polnoletnost časa je minilo od tistega živčnega dneva, ki je stresel in v nekem smislu streznil Slovenijo v dneh priprav na razglasitev samostojnosti. Sama se spomnim tistega popoldneva kot streznitvenega šoka sredi veselja, ki nas je nosilo skozi maj. Vse je bilo nekoliko lebdeče, v časopisih so se pojavljali predlogi kot prižgimo toliko kresov, da nas bodo videli astronavti v vesolju. Potem pa nenadoma. Intervencija vojaštva v mestu, obkolitev Peker, pogajanja na občini, mrtev demonstrant. Bilo je, kot da smo nenadoma iz pravkar pečenih maturantov postali udeleženci nečesa, česar nismo prav doumeli. A zaslutili smo, da obstaja nekaj, kar je večje od človekove posamezne usode. Kot smo slišali, se dobro spominjate dogodkov iz leta 1991. Kako bi ravnali, če bili takrat ministrica? Težko vprašanje. Jaz sem takrat ravno postala polnoletna, šla sem na fakulteto. Upam, da s pametjo, verjetno tudi s premišljenostjo, predvsem pa z premislekom o tem, kaj to pomeni za 3 korake naprej. In takratni politiki, takratna policija, takratna vojska je imela ta premislek in zato so te korake vnaprej skorakali izjemno dobro in k končnemu odličnemu rezultatu za našo državo.